Pri debati o pomoči pri samomoru se moramo vrniti na izhodiščno vprašanje. In to je, zakaj dojemamo, da je samomor tragedija in zakaj v bistvu rešujemo ljudi, ki imajo samomorilne misli. Zakaj aktiviramo gasilce, rešilce, psihiatra, zakaj take ljudi zdravimo. Zaradi tega, ker verjamemo, da jim rabimo pomagati in da jim rabimo, da čutimo kot dolžnost, da njihovim okoliščinam navkljub jim poskušamo najti smisel za življenje. In nam je vseeno, kakšne so okoliščine in nam je vseeno, kdo je tam na uni strani. Ta zadeva, ta naša pomoč je univerzalno aplikativna. Kaj pa se zgodi, če mi zdaj uvedemo pomoč pri samomoru? Pa v bistvu rečemo, zate je pa mogoče res boljš, da umreš. In v bistvu razlikujemo v vrednosti človeka. Rečemo, tvoje življenje pa ni dovolj vredno, da bi se potrudili s tem, da bi mu našli smisel življenja. In to je izjemno problematično, ker potem smo lahko v situaciji, kjer nekdo grozi s samomorom, da se bo vrgel iz stolpnice. Do zdaj smo takega človeka vedno reševali, ne glede na to, kakšne so bile njegove okoliščine. Zdaj pa v bistvu država vpraša, kaj pa so res tvoji razlogi. In če so pravi razlogi, ne samo, da bomo pustili, da bo se vrgel dol, ampak ga bomo še porinili. Zato se dajmo v bistvu znebiti okoliščin, težkih okoliščin, dajmo pomagati ljudem, ne pa da uničujemo življenja.